Non si spaventa no? Крыжановская довели. Jsme na autobus šli. Ja, z papa. Ja. Jaz sem rekel, če bo prišel, pa je rekel, da ne bo. Ne? Ne, jaz sem ga na mestni avtobus videla, ne na ta. Ja, se je on na mesečni. Invalidni se lahko može skoraj. Ja, on je skoči na avtobus.
Tele knjige ste že vse videli, ne? Tudi od Omrzelove. Naša? Od Omrzelove. Odlična terapija. Življenje brez hrane. Omrzelova govori, kako se prebije skozi glasbo, ko jo je poslušala in kako jo je sprejemala. Namreč med posameznimi toni se sliši, tako kot smo zadnjič boben poslušali, ko ste slišali, a ne, kako se sliši tam avion, tako je ona to razlagala, da pri vsaki melodiji je treba poslušati med toni. In ko to začutite, vam začne noter igrati. In pravzaprav prebijete tisto kot v stanju brez misli pridemo do višjega jaza. Isto pa skozi muziko. Ne? Zato sem to danes boben prinesel in bomo to malo bobnali. Ne? In boste tako kot zadnjič, boste slišali, pa ne boste. Ja. Če bo še kdo. Jaz sem zadnjič knjigo kupila zdaj, da sem že povedala. Ja. Da sem si jo prav naročila pri tej založbi in je zelo tako res, ima dosti pametnih stvari. Brez skrbi. Kdo je to napisal? Ekart Tolle. Ja, vem, to ni pač tako nič. Ja, kdo je to? On je bil fakultetno izobražen, pa je potem nekako bil v življenju razočaran in je bil potem v Ameriki klošar. Klošar. Ne? Ker je pa on kot klošar, se izredno tako dober počutil, ne? Bil je srečen. Ne? Sredno pa, kako pa ti uspevaš kot klošar, da si srečen? Ne? Ja, prav, vse imam, ne? Se mi nič namanjka in se izredno dober počutil. Sredno pa ti tole malo napiš, ne? In je to začel pisati. Veste, te stvari pisati ni tako enostavno, je kar dosti komplicirana zadeva, ne? Ampak Ekart Tolle se je to posrečil. On je pravzaprav bil v stanju, da je lahko misli odklopil in ko je misli izklopil, je začel duh skozi njega delovati. Je začel poslušati svoj nadjaz. In o tem pisati je težko, namreč kako pa bomo prišli do tega. Mi smo tako skozi vzgojeni, da samo mislim, ne? Pa bodi pameten, s tem ti tako govorijo. Da se odločaš, razmisli, kaj boš naredil, bodi pameten, ne? Odloči se po pameti, ne? Samo to smo poslušali celo mladost. Nikoli pa kaj pa srce hoče, ne? To sta pa dva, ne? To sta pa dva različna. Ja, pa eni še vedno tako mislijo poslušajo, ko so pametni. Poslušajte, smo v tem času, ne, ko smo tako vzgojeni in je zelo težko prišati. Zelo težko je videti na drugo. Ja. Sem kar tako malo knjigi govoril, veš, nisem nič. Škodila se bo še prihajali. Ja. Lahko sem šel skladivo vakum za juni, kaj s 12. junijem se še strinjaš doma? Ja, to smo že. 12.6. je sreda. Sredo, ne. Boš razdelila komu, pojtala še komu, če komu pride prav. Če se ti zdi, da še imamo, no, 12. Ja, če bo tako je. Ja, ne vem, veš kaj zdaj počasi pride po vreme, so se zunaj na njivah, sadijo in potem tudi mi nehamo, veš, s prijeditvami. Vse, kaj, veš kaj.
bo pa zadnja tole. Lahko je tudi zadnje, potem jeseni spet Bomo videli. znova. Če bo interesa, kaj Ja, ja. z veseljem. Malo imaš ti melodija, Ja, bom Jaz vas bom tako pa kregal. povedala. Ja, nekaj master se tukaj v ponedeljek, tako da... Nič, lep dober večer, oziroma dober dan je še vedno zunaj. Jaz vas tako pozdravljam, nekateri bojo še prihajali. Ravno zdaj smo se z Jožkotom pogovarjala, ali naj bo to danes zadnje srečanje v tem delu leta, ali imamo še junija. Ker dan se daljša, ljudje so vedno bolj zunaj in obisk seveda v tem času malo da upada. Tako da, če bo interes, seveda imamo lahko še junija, pa potem septembra naprej bo to še zanimanje, ne? Tako da bomo presodili, ne? Ali se vidimo zdaj danes, pač zadnjič v tem delu leta, potem september ali mora biti oktober nadaljujemo, ne? Naredimo vedno pauzo vsako leto v tem času. Prav? Hvala. Još mislim. Sicer boste pa obveščeni, če bo, ne? Samo lahko se upisujete, da... Ti imate v primorskih novicah vedno. Imamo, jasno, če se upišete, potem dobite tudi upisujete. No, se jaz bom zdaj bolj redno prihajal v knjižnico, sem to bom. A, dobro. Tudi tukaj izveste. Se tole vidi? Prvi vrsti vidimo v zadnji preživi. Ja. Glih koži.
Se vam ni treba pisati, bomo napisali, pa vam bom poslala, prav? In se ne boste matili, to reči. Kaj bo? Bom poslala vam, se vaje. A treba se kaj upisati? Treba se dobiti. Kaj je vse skupaj bilo. Lahko da starete vse. Čisto. A ne želite? Če bi imel nekaj, ampak če si je to zvezde danes. No, delo navake pa rata daje boli glava. Da jih bomo popravili glava. Marina, ne boš tako? No, zapret okaj. Ja, samo. Če ne bojo crkali čez okno v ulici, čez nekaj časa. Pa ti boš tudi. Bom ga lepo odprli. Moje se ne bojo več dobre. Še bo, tam načinali nam bo malo nekaj delo. Da bi se mi to tapke. In ne reči, da bomo odprli malo za to zavec. Malo štiri, ko se malo No, pa smo eno vajo naredili. Poslušajte, tole je meditacija iz knjige Proces prisotnosti. To je zadnja meditacija. In sicer Michael Brown je tukaj v tej meditaciji razdelil v 5 delov. Prva je dihanje, ne? To opazujemo vdih. Vdih vlečemo gor. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. To bomo dihali, ne? Ker imamo pravzaprav, to je bolj delavnica kot pa predavanje, ne? Zato vam je vedno iste stvari govorili. Ampak tisti, ko delate, boste nekaj profitirali. Tisti, pa ko ne delajo, bodo rekli, da ste skozi isto govorili. Veste, ko bomo tole meditacijo šli skozi, to se pravi, jaz sem
tukaj, zdaj, v tem. Jaz bom tukaj sedel in bomo meditirali. Ko bomo tole prišli do konca, to ne bi bilo 20 minut, 25. Mi ne bomo šli toliko. Bomo krajši, potem bomo šli na drugi del. To so pa 3 vdihi. Vdihnete in zadržimo zrak v pljučih toliko časa, dokler lahko. En bo lahko preštel do 10, drugi, ko lahko do 20, pa držite do 20. Potem ponovno izdihnemo in ponovno vdihnemo in zopet držimo, kolikor bomo pač lahko. In tako, ravno tako tretjič. A to ponavljamo samo 2-krat ali večkrat? 3-krat. A 3-krat? 3-krat bomo vdihnili. 3-krat bomo vdihnili, držimo, izdihnemo, ponovno vdihnemo. Saj jaz vam bom govoril vmes. No, to so 3 vdihi. Potem je tretji del, zopet ponovim isto kot tukaj. Jaz sem tukaj zdaj v tem, samo da prenesem pozornost. Zdaj pa ne kako diham, ampak prenesem v ta del. Kako pa prenesem pozornosti v ta del? Tako da se primite in poškiljte, da boste tole videli, ne? To, no, zdaj pa zamišljite in imate pozornost zdaj tukaj usrediščeno. To je tretje oko. In ko ste v tretjem očesu, pa zopet diham. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. Ko ste pa pozornost je tukaj. In to... Se držimo s prstom? Ne. Jaz sem to samo zato pokazal, da veste, kaj pomeni ta tretje oko. Tukaj prenesemo pozornost. In če le lahko, smo v tej pozornosti. Smo v tej pozornosti. V tretjem očesu. No, ko pridemo tukaj ta del skozi, gremo pa na četrti del. Pa samo opazujemo, ker smo, kako dela energija po telesu. Ko vdihnete, a čutite energijo, jo čutite, kako je gor in kako čutite dol. Kako čutite energijo v telesu. Ko enkrat tole energijo začutite, ko je prisotna, gremo pa na 5. del. To se pravi, gremo pa na poslušanje zunanjih zvokov. Zunanji zvoki, kaj ste, tam le bo se eden malo premaknil, eden bo dihal, eden bo kihal, eden bo stolom malo poloputal. A veste, vse te zvoke, ko jih slišite od zunaj, te bomo registrirali. In ko bomo to registrirali, gremo zopet v tretje oko. Zopet poštilimo, ne? In smo v tretjem očesu. In s tem, ko smo pozornost prenesli na tretje oko, in poslušamo, smo prenesli poslušanje v telo. To se pravi na dihanje, na puls in na tišino. Eni boste slišali tudi tišino. Zunanji zvoki so prisotni. Poleg tega je prisotnost tudi v telesu. Tako da eno in drugo je prisotno. In ko boste to poslušali, to je stvar v temu, a ne, ko govori o Mrzelova, da prisluhnemo zvokom. Gre samo za to, da ste prisotni, da poslušate, ne da začnete nekaj misliti. Poslušam, aktivno poslušam. Kaj to praviš pri 5. točki, poslušaš zunanje zvoke 5 minut, potem zopet usmeriš pogled v tretje oko in s tem preneseš te zunanje zvoke noter? Ne. Kaj pa? Preneseš pozornost na znotraj, kako dihaš, kako je puls, kako je pravzaprav, kakšni zvoki so v telesu.
lahko ti tudi črevesje zapoje, a ne, Neseš poslušanje v notranjost. v notranjost telesa. Ne? Ampak so zunanji zvoki tudi prisotni. Ne? Mi poslušamo, trudimo se. Ni važno, a boste lahko ali ne boste lahko. Trudite se, da ustrajamo pri poslušanju. Ne? Ker poslušati je izredno pomemben. Je tako pomemben skoraj kot dihati. Ker tudi skozi zvok smo videli, da pridemo do nadglasa. In te zvoki, ko jih zaznavamo, te zvoki so pravzaprav drugače neslišni. Mi jih ne slišimo, če se ne potrudimo. Ko pa to enkrat usvojimo, pa bomo slišali. Bomo tudi slišali stvari, ko jih drugi ne bodo zaznali. Recimo, to sem jaz potem bom začel s bobnom, in bomo zopet poslušali. In boste med zvoki, med posameznim udarcem bo začel boben peti. Tako kot ste zadnjič pel. Da pa ne bom samo tole tolko tako kot zadnjič, vam bom pokazal še indijanski ples. Indijanski ples gre pa za to, da pravzaprav pri tem plesu padejo indijanci v ekstazo. Ekstazo, katero jim pričara duha. Jaz vam bom pokazal korake, pa bom udaril na boben, pa bomo poskusili plesati. Bomo poskusili plesati. Pri tem je zelo važno, da udarimo s prsti. S prsti ob tla. S prsti ob tla. Ker potem se prenese po živčevju do vrha, do osme čakre. Tako da danes bo delavnica kar pestra, bomo kar oren delali. Ker nas je malo, jaz mislim, da bo kar v redu. Ti si že povedal vse? Ali sem jaz kaj zamočil? Ne, nisem. No, potem še tebi izročam tele rožce, pa en mečkan narilček. Hvala lepa. Ja, veste, Olega sem povabil, pa je rekel, prav jaz sem jim povedal, da jaz ne bo več. Jaz sem rekel, ok, v redu, ampak to, da ne bo rekel, da sem te spustil. Veste, delavnica, ko je sestavljena, ko samo eden predava, je mogoče še kvalitetnejša, kot pa če sva dva. Ker če on predava eno temo, pa jaz predavam to temo, se zelo težko včasih uskladiva. In je mogoče tudi prav, da poslušamo samo to. Ker, veste, govorimo samo o dihanju. Pa skozi govorimo samo o dihanju. Veste, če boste to obvladate življenje. In zato jaz dajem poudarek, tako kot ste rekla, Eckhart Tolle, ali pa Maharaji, ali pa katerikoli jogi. Pri dihanju se začne vsak trening, vsako zavedanje. Če to ne, da vi hočete preskočiti, kaj se, zdaj bomo pa hipnozo trenirali, zdaj bomo pa kaj ne. Veste, to se zelo lepo sliši. Samo za hipnozo je ravno tako treba trenirati, pa ravno tako boste začeli dihati. Brez tega ni napredka. Brez opazovanja vdiha, izdiha ni napredka. In ko enkrat to obvladate, ko pridete do točke, ko jo lahko držite, ste šele v prvi fazi meditativne joge. Veste, če hočemo priti v nadjaz,
kar je pravzaprav smisel nove dobe, da poslušamo sebe v nadjazu. Da nam govori, kaj je tisto, kar je za nas pomembno. In za nas je pomemben to, da živimo ta trenutek. In če smo v trenutku, se zelo dogaja. Je lahko eno leto toliko dogodkov, da drug, ko je nezaveden, lahko živi 100 let, pa ne bo toliko doživel, kot vi, če boste v tem trenutku. Trenutek do trenutka, pridemo, ker se skozi ljudi izdiha. Ali pa skozi glasbo, če jo poslušamo. Pa še so poti. Ampak jaz sem se orientiral samo na vdih. Zakaj? Zaradi tega, ker je to najlažje. To je najlažja tehnika. Najlažja tehnika, da začutite se med svojo energijo. In ko boste enkrat začutili, boste v miru. In ko boste v miru, ste v ljubezni. In ko ste v ljubezni, jo lahko podelite vsem. Če pa nimate, se pa to pač ne da. Pa pričakujemo, da bomo od koga drugega kaj dobre. A veste, od tazga, ko jo imajo, lahko podelite. Tisto, ko jo nima, ja pa ne more. Ko je Eckhart tole napisal, on je podaril knjigo, da jo lahko beremo, da lahko treniramo. Tale Michael Brown, on se je pozdravil s to metodo in jo je podaril. Veste, je pa težka, je pa dosti težka, ampak danes, ko bomo šli tole meditacijo, boste videli, da ni to težko. Da se da. In če boste toliko močni, da boste lahko tole doma trenirali, probajte, poskušajte. Dokler ste živi, je dobro delati na sebi. Zato smo tukaj. Ne zato, da bomo kaj zjutraj malo jedli, pa spet govorite, kako bo že, kaj ima pa zdaj za delati. Ja, najprej je treba sebe urediti. Potem je pa lahko nekaj. No, primo na meditacijo. Sprosimo se. Sprosimo noge. Koliko je čist novih? Koliko jih je danes čist novih? Aha, a ste vi tudi? Kako? Vi ste že bili tukaj? Aha, no pa ste 2. 3, ja, v redu. Poslušajte, probajte slediti. Jaz bom tole razlagal čist tako, da boste lahko telo sprosili in da bomo lahko dihali. Pri dihanju si bomo pa govorili to, kar sem gor napisal. Zato sem pisal, da boste lažje se to spomnili. Sprostimo noge. Noge sprostimo tako, da zategnemo mišice. Obraten občutek od zategnjenosti je sprostitev. Zategnemo trebušne mišice in sprostimo. Zategnemo prsni koš in sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo vrat in ga sprostimo. Pretegnemo obrazne mišice in jih sprostimo. Ko smo sprostili telo. Zdaj pa vdih, opazujemo vdih in govorimo jaz sem, to samo v mislih, sem tukaj, zdaj, v tem. In kar dihajte, jaz sem tukaj, zdaj, v tem.
sem primal. Kako je šlo? Ste lahko sedi? Jaz sem. A kdo ni mogel? Zdaj bomo pa trikrat globoko vdihnili. Vdihnemo, pa zadržimo samo, kakor pač kdo lahko. Vdihnemo zopet. Zadržimo. Ponovno vdihnemo. Gremo zopet na dihanje. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem in damo pozornost na tretjem očesu. Tukaj pogledamo tako gor, a ne pošpilimo in pozornost držimo in dihamo. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem pozornost je skozi tretjem očesu. Sedaj samo opazujemo, kako teče energija. Kako gre z vdihom energija. Kako jo zaznavamo. Počas odpremo oči. Me zanima, a ste lahko bili pozorni na tretje oko? Je šlo? Ja. Veste, to je malo naporen, ampak je izredno kvaliteten. To je zelo kvaliteten trening, če ste pozorni na tretjem očesu. Se pravi, misli smer v to točko gor. Ne misli, oči. Gledamo ga, takole širimo, takole tretje oko. Samo da mižimo, ne? Takole širimo, ne? Takole. Tukaj gor je tretje oko, ne? In ko zamižimo, isto širimo, ne? Širimo v to točko. Ne mislimo, ampak širimo. Oči usmerimo v to točko. In naše oči so zelo močne, ne? Oči so zelo močne, ne? In to je pravzaprav točka v tretjem očesu. Trikrat ponovimo. Jaz sem, oziroma tukaj sem. Ne, trikrat vdihnemo.
trikrat globoko vdihnemo in se držimo. In potem skozi ponavljamo. Potem gremo pa V prvem delu. v prvem delu skozi samo jaz, In se, skozi do konca, dokler ne prenehamo. tako je. To je, če zdržite 15 minut, je to lepo. Če pa 20, je pa še bolj. No, potem gremo pa naprej, ne? Potem greste pa šele na te 3 vdihe. Potem gremo pa na tole, ne? In to je kvalitetnejše, ker prenesete na not. Zdaj gremo pa na poslušanje. Ker mogoče samo pri prvi točki še poudariš, da v bistvu je neprekinjeno dihanje, ne? Ne ustaviš. Ne, to skozi dihamo, neč nimamo pavze vmes. Ne, samo več pavze. Samo počasi, ne? Ni treba hiteti. Jaz se tukaj. Včasih je že se Ne? Ja, še to imam tako učiti. A veste, to je trening, ne? To je trening, da ne bomo samo, kaj smemo pozvali diha, dobro je, da tole, ko bodo tele počitnice, da tole malo dihati. To je super, vaja. Zelo dobro vaja. Namreč, ker preidemo tudi na poslušanje. Zdaj ne bomo šli pa na poslušanje, bomo najprej poslušali samo zunanje zvoke. In potem bomo zopet se skoncentrirali na tretje oko in bomo pozorni na kakšni zvoki so v telesu. Lahko še nekaj vprašam. Kje mi lahko to doma počnemo, te vaje? Mora biti mir okrog nas. Poslušajte, ko boste enkrat zverzirani, ste lahko v največjem šundru. Lahko to delate. Od začetka je pa malo težko, ne? Ker vas Boljše, no, da si sam. Boljše od začetka, da ste sami. Ne? Da ste sami. Zjutraj, če zgodaj vstanete. Ja. To je. Jaz se zbudim ob 4, pa meditiram, ne. Po pol meri. O 5 grem pa ven, pa poslušam ptiče, kako lepo pojejo in zopet meditacija. Jutra ne zamudi, jutra so enkrat. Kdor zaspi, prespi dan. Veste, to je zjutraj, ker boste naredili za sebe, boste naredili in boste ves dan dobre volje, če ste nekaj za sebe naredili. Če pa ne boste nič naredili, je pa že to občutek, nič nisem naredil, da si slabe volje. To kar pogledajte ljudi, ki si cestojte, malo gledajte, kakšne obraze imajo, koliko so to vsi utrujeni, koliko so vsi zaskrbljeni, kakšne grozne skrbi so. Kaj pa hoja po jutranji rosi? Kot je bilo, ker je kontakt, ne? Ker je kontakt z zemljo. To je zelo dobro, ne samo, morate pa malo paziti, recimo pri nas je veliko klopov, ne? Če boste bolj. Ja, so tudi utrapi. Tako da se je treba vedno potem reagirati pa očistiti. No, gremo zdaj še na poslušanje. Zapremo oči in samo poslušamo zunanje zvoke. Pri tem je nekomerno dihamo. Zdaj normalno dihajte. Samo pozornost je samo na poslušanje. Kaj slišim? Kaj vse zaznam?
usmerimo pogled v tretje oko in poslušamo naprej. Čas sprejeti. Še nekaj bom vprašal, kdaj je pametno to početi, zjutraj ali zvečer? Zvečer boste zaspal, spet boste utrujeni. Najboljše je zjutraj. Jaz delam zjutraj. Eni pa, ko nimajo časa, tudi večer, ampak jaz zvečer skoraj jedno zadežnem. Se pravi, zjutraj priporočam. Najboljše. In čim bolj zgodaj, ne? Ja, vse se boste prebudili. Vse to se boste kar prebudili. In namesto, da gledate v strop, boljše je, da nekaj naredite za sebe. Meditirajte. Takrat meditirajte. Takrat, da ne boste vse mogoče skrbi premišljevali. Če ne moreš zaspati, meditiraš in zaspiš. Tako, ker ego je takoj utrujen. Ne prenese, da bi pa zdaj mogel meditirati, spet pa, raj spi. To je ego je zelo huda zadeva. To smo mi, ne? To je naš klump računalnik. Po nekem času, ko to ponavljaš redno, postane to samo po sebi umevno, ni več težava. Ne? To je vsaka stvar, ne? Tako. Veste kaj je? Vsak dan posebej je treba odrediti, da se usedete pa meditirate. Ker drugač rata ta navada, kar spodeli. Če nimate reda v temu, bo šlo. Ni učinka. Vi morate zjutraj, kaj boste naredili. Čutem je pa še večer čas. No, tole smo šli skozi. Saj ni najboljše, ampak smo jo izvedli tako, da lahko doma trenirate. Zdaj čez počitnice poskusite trenirati. Nabavite si tole knjigo. Sposodite si v knjižnici ali pa, če ste bolj pri sebi, da pa kupite. Michael Brown. V zadnji imate celo meditacijo. In on je imel take muke, da ni mogel živeti. In je to napisal. Zato je napisal, da imamo možnost biti prisotni. Je pa delo, da smo pomagali. Jaz sem bil še v tistem času, ki je ti to živo. Učite se. Tukaj pa delaj. Na sebi. Če tokle premaknemo v temu življenju, pa smo nekaj naredili. Nismo zastonj živeli. To je zelo hiter, življenje konca. Greš spat pa ne veš, a se boš zbudil? In ko enkrat to veš, je čisto enostavno, si vzameš čas, Tega se moraš zavedati. Tihaš. Če dihaš, to se pravi, šel sem tukaj. Včasih so rekli, mislim, torej sem. Ja, diham, torej sem. Ja, še diham. Veste, ko enkrat začne Matilda stiskati, ko te strah rata. To si jaz propotapljam, na dah. Ja, ko te strah rata, takrat veš, kaj je to dih. Vsak vdih nam je podaj. Vsak vdih. In življenje je ljubezen. A mislite, da vdih kar tako?
Vsega ne gre. Brez njega ne gre, ampak a lahko vi diktirate, kako kdaj bo vdih, odkot pride. To je to. Vdih, izdih. To je najbolj pomembno v življenju. Najbolj pa najmanj cenimo, dokler je čisto normalno teče. Bomo politizirali, bomo kritizirali, se bomo, kaj bi se mogoče krivati, ampak da pa dihamo, to pa pozabimo. No, zdaj, ko smo šli tudi opazovanje zvoka, me zanima, kako ste opazovali, a ste lahko opazovali skozi, ali vas je metalo ven? A mi lahko še kaj povedi? Vaše ven, ne? Metalo ven, ne. Ja, veste, ni tako enostaven, ne? Da si prisoten in poslušaš. A veste, to poslušanje je kvaliteta. To je kvaliteta. Mi smo tako polni sebe, naš ego je tako močen, da ko en govori, ego mu že, on ima že vse odgovore, kako bi on to povedal, pa kako bi on to odgovoril. Ta ego je obvladljiv samo skozi opazovanje. Opazovanje je največja kvaliteta človeka. In opazujemo vdih in opazujemo zvoke. Gremo lahko na koncert, pa se delamo, da poslušamo. A ne, ali Beethoven, pa res v redu, ne. A veste, poslušati se moramo naučiti. Naučiti, kako je treba poslušati. Lahko je svojo izkušnjo Prosim? govoriti? Pri poslušanju, recimo, saj za mene je bilo že pred leti najbolj enostavno, recimo o morju, ko si in potem poslušaš valove, ampak v teh valovih moraš izbrati en zvok, ker tudi valovi niso skozi enaki, oziroma slediš enemu zvoku in tist poslušaš in tist potem vedno znova se skoncentriraš, ne, na zvokac. To je zelo dobro povedal. To je to, ko bom jaz na Boga toliko, eni boste slišali ta zvok, eni pa še ne boste. Ampak poskuste slišati tisto, kar je vmes med enim in drugim. Bom. Točno, ja. To je to. To je vaj, ne? To je vaj. Krasno ste povedali. Hvala lepa. A veste, te izkušnje, ki jih imate, ti je treba menjati. In jaz hodim zdaj že 4. leto, ne? 4. leto. A veste, vi morate med sabo začeti sodelovati. Vi se morate med sabo tekrat dobiti, ne samo takrat, ko jaz pridem. Vi ste zdaj že na taki stopni, a ne? Koliko vas tule v prostoru, koliko vas točko lahko drži? No, roke gor, ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, a veste, 6 vas je prisotnih tukaj. A veste, koliko točko lahko drži? Prostite, samo me že zmeraj izraz točka moti. To sem že enkrat povedala. Namreč, jaz se skušam prilagoditi. Jaz mislim, da je bistvo meditacije ne da je točka, ampak da ni nič. Poslušajte, ta točka, ne morem reči nič, ker nič je povsod. A veste, nič je povsod, če pa mi treniramo, pa misli odganjamo, pa kot teče tista nitka, ne? Kot teče ta nitka, ko jo lahko spravimo v točko. Seveda potem nič, ampak
najprej pa točka. Veste, Beži. ja, seveda beži, dokler jo ne ustaviš. Hitrejša od nas. Ja, dokler jo ne ustavimo, beži. Ko je pa ustavimo, je pa točka. Ne? In ta točka, iz te točke pravzaprav lahko potem gradite. Ali pa iz tega niča. Veste, nič, če rečem nič, Nisem znala povedati. jaz se ni nič narobe. Saj, veste, je težko te stvari tako povedati, da ljudje zastopijo. Ne? Pač je toliko časa treba dovoliti, da se zastopi, pa prakticirati. Najboljša je pa praksa, brez prakse ni nič. Jaz sem to prepodobil že o seksu, kako sem knjige čital, pa ni bilo nič. To ni nič, to je samo znanje, ni pa vedenje. Ko se pa punca prvič kušnil, to pa že nekaj bilo, ne. To je pa že ena praksa. Ja, to se ne da napisati. To moraš izkusiti. To je potem vedenje. In vedenje dobite samo s delom. Jaz bi kakšen naboben, pa bomo pa naredili malo pauze. Ali pa še točko, pa bomo naredili. Še to bomo, ne ste. Še to. Zvoke smo. Ja, pogled. Zvoke smemo pogledati to. Najprej bomo samo poslušali, tako kot zadnjič. Probajte poslušati vmes. To boben začne peti, tako kaj ste vi. Kakšno bo po 5 minutah, kakšno po 10. Da bo te slišali avion ali pa motor. To je to poslušanje med zvokom. Pa še malo presite. To ste doživeli, ste slišali, ne samo bam, 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 bam. Ja. Kot avione, pa kot eno petje. Ampak vedno ste isti motiv, ko se je višalo in nižalo, stalno se je enako ponavljalo. To je to možno, to je pa res vaja. Ker se čuti, da enkrat je bilo bolj udarjeno, enkrat manj. Ja. Če ste poslušali med tem udarjanjem, ste slišali zvok. Ja. No, koliko ste slišali te zvoke, dajte roke gor. No, malo si pogledajte. Veste, če si lahko kakšen špoga takle boben, ali pa privošči, ne bo lepše slovensko zvenelo, vam bi poročal, da s tem čiste ne samo sluh, ampak spodnje 3 čakre se vam odprejo. Spodnje 3 čakre. Sej, če imate kakšen tak prostor, da greste na nekam, pa lahko tam. Če pa nimate, pejte pa tako, kot ona v morje, pa poslušajte v noge. To je tudi izredno lepo. Vam je krasno opisala, lep primer, imate morje. Pejte na morje, poslušajte ga. Jaz bi zdaj dali na 5 minut pauze, pa bomo pa ples, pa točko, če ste za to. Ja.
da se pojavijo bojejo in Zanimivo, ko idem po sili šuje, so dobro uredni. Zdaj ne vem, kaj bo tam narobe, ali kakšna črka preveč. Meni je zavrlo, da sem šla na berice, v črkah je točno tako napisano, da je tam. Ja, sem isto. Ja, zdaj ni kasno, ja, bomo že. Dobro, ajde. Ja, ajde, ja. Ja, vse nekaj časa. Ko si rekel, da si ti pri tem boji te tri čakre. Ti pomagaš? Kako pomaga? Za te tri odprte, potem gre energente. Si pa zaprte? Si pa lahko gor zelo dinaš, spodaj je pa Kaj je to,
začne z milijone, pa drug dan, da se nekako, če neko boče kasneje, se dogaja. Tiste se pa dogaja. Mi zdaj če spali začeli v vse stvari. Bomo kar začeli. Bomo potem spet prehodili. Jaz se bom sezul, vam se pa ni treba, tako da tisto je lahko bos, ne bo, ne. Pa recimo tisto, ko imate hrbtenice, pa to ni treba. Da se tisti, ko imate kakšne ukvarjene hrbtenice, ne plesati, da ne boste imeli kakšne poškodbe. Jaz bom samo pokazal korake. Najprej pokažem korake, potem bomo pa z bobrom poskusili slediti. Malo stole razmaknete. Poslušajte, jaz bom pa zdaj še vzel boben, pa bomo malo po bobnu plesali.
Poslušajte, to lahko plešete vsako jutro. Ali pa zvečer naštivate se magnetofon, pa plešete. In to indijanci pridejo v stik z višjim jazom. Oni pravijo to duh. Poskušati treba. Vežbati. Zdaj, jaz sem to zato vam to pokazal, ker je ta šaman meni pokazal, da sem rekel, to bom jaz prenesel naprej. Ker je to dobro znati. Tudi kadarkoli, lahko greste tudi na počitnice, pa bote to. Ampak korake imate. Veste, bate, da bote lahko po taktu lahko pisali. Zdaj je šel kar v točko. Jaz bi samo še nekaj povedala glede bobnov. Tukaj gor na Cimonovi se vidom bobna in črnc. In je noro fajn. In je strašno dober bobna in izjemen takt ima. In jaz kar šibam gor vmes še tako malo poglesavam. Veste kaj? Vsak dan. Pejte ga poslušati. Ja. Pejte ga poslušati. Si se sliši, čisto do morja. Čisto strunjava se. Ja. Ker, veste kako? Do strunjena tudi. Afričani imajo izreden smisel za takt. Izredni krvijo. Tako malo krvijo. Mi bomo pa pač malo pošli, ampak raven, ko bomo prišli ven. V nadjaz. Vse je treba narediti, ko boste enkrat v nadjazu. Boste videli, to imate na vse odgovore. In ko imate odgovore, to je čisto lahko. Noben vas ne more na nič hecati. Te stvari so vse tako, kot morajo biti. Samo mi mislimo, da bi morali biti drugače. Te stvari so take, kot so. In take so ljudje. Ne glede, kaj se nam dogaja. Mi mislimo, je grozno. Ampak za nas je ta trenutek najbolj važen. Tudi če je grozno, ni prišel samo od sebe. Za nas je na zemlji škoda. To si morate zapomniti. Nič obutvati, kakšna situacija. Jaz sem prišel na svet za to izkustvo. To je moto življenja. Vse ta drugo je pa ego. Da smo pojmate, kaj bi bilo tole, kaj bi bilo še tole. Ja, pa tole bi bilo pa treba še to. In pa bi se razmišljalo. Veste, časi so taki, da so sigurno bojo hude spremembe. In če boste vi pripravljeni na to, boste lažje prenašali. A veste, padejo v depresije. Zakaj padejo v depresije? Zato, ker ne obvlada mišljenja. On ga ne zna opazovati. In je v depresiji. Veste, nekaj veliko depresij. Prav, toliko samo depresij, da ne moremo. Ja. Jaz ti ne moram zdaj pomagati, lahko te sterapiram, ampak zelo ležem, ker drugače bo še bolj noro. Ko enkrat misel prevzame, ko nas prevzame skrb, strah, smo v depresiji. Ampak ta je vedno osnoven strah. Osnoven strah je strah pred smrtjo. Ampak ego ta je strah pred smrtjo. Vaš pravi jaz ve, da smo večni. Energija se ne zgubi. Energija je večna. Samo je treba jo zavestiti. Pa je v redu. Pojmo v točko. Mali se tlep postavite, večji boste pa malo bolj zdaj. Poslušajte, pri točki je pomemben, da si zaželite eno željo, po zdravju, po boljšem počutju, po ljubezni,
karkoli boste zaprosili, zaprosite sebe, svojo energijo. Mene, ko gledate v oči, ko me gledate v oči, ste v točki. In če ne morete gledati, pa pogledajte malo stran. Sam prosim vas bi pa, da se ne premikate. Da se ne premikate. Ko bom držal točko, da ste v primeru, da se ne premikate. Pa včasih nas zanaša. Nič hudega. Veste, to je energija. To je... Ste rekel ne premikati, ne? Ja, ne, to ni nič hudega. To ni nič hudega. Če vas energija premika, ne, ampak če se pa tam takole popraska ali pa takole, ne, tisto pa ni, ne. Mislim... To verjetno je že tisto valovanje. Poslušajte, če vas energija premika, prepustite se. To je smisel zdravljenja. A ne? Smisel zdravljenja je to, da ste vi v točki in da ta energija pride na tisto mesto, kjer imate blokade. In zato delamo to. Ne boste videli vsi v oči? Kdo ne vidi? Kar pustite se malo. No, kako ste poživeli? Je bilo vidno? Kako ste me videli? Različno. Ja, različno. Ker tako nekaj svetloba je nadela, tako okrog oči, je to okej. To je javno. Še kdo te je videl? Meni je moj hrbet, me je začetka bolel, zdaj proti koncu pa me je bolečina zlina. Aprila. No, to je lepo, da si povedala, zato da so slišali. A veste, bolniki se tako zdravijo. Tako brat so zdravi. In dobro je jeti kakšnega zdravilca gledati. Ko sem jaz prišel tudi tole asistent, ko od Anje gledati, 8. tule, se eni sledi. Veste, znanje je vedno treba plemeniteti. In čim več podatkov, boljši boste. Jaz sem šel za to pogledati, da sem videl, kako dela. Jaz sem zdravilc in sem delal po Domančiču veliko let. Potem sem pa prešel na Teslino zdravljenje. In sem prišel pogledati, kako ona dela. In sem jo videl, izredno lepo dela. Izredno lepo dela. Veste, jaz se raven tako učim, pa sem, kakor vidite, mlad, ne. Ja.
ampak sem še vedno želen tudi znanja. In grem tudi druge pogledati, kolege, kako pa oni to delajo. A veste, to, ko je govorila o svetlobnem telesu. Svetlobno telo imamo mi vsi. In tisti, ko ste prišli do točke, vi ste že noter. Vi, če boste šihljani, vas bo videla, da že imate. Ona bo videla, da ste že. A ne? Da ste že v temu. Tako da lahko greste, ne? Prima, da greste, čim več boste vedeli, boljše bo. Jož, ko govoriš, samo nekaj da dodam. Ja. Vsi, ki ste zadnjič zamudili Rino do Rini, 29. maja pride pa Šanje Petrovič, ki ne začne seminarij v Ljubljani. Tako da boste imeli priložnostjo srečati. Še eno. Tukaj? Tukaj. 29. maj, 19. sreda, ne? Bomo slavo dobili. Kako si lahko to razlagam, da zelo dostkrat v življenju sem mogel v hipu dati neko odločitev in brez pomisleka sem dal neko odločitev, ker sem kasneje pa v miru to razmislil, sem gotovo, da je bila to daleč najboljša odločitev od vseh možnih. Veste, kaj je govoril? Vi ste takrat bil brez misli in takrat ste bil v nadjazu. Vam je nadjaz rekel tako in vi niste imeli časa kontrirati. Čim bi pa kontriral, bi bilo pa narobe. Ja, to je to. Ne? In poslušati, kako poslušati nadjasni. To se vam je že razlagal. Nadjaz je v 8. čakri in v 9. ki je 11 km višja. Zdaj, ko dihate, ko trenirate, ko ste prišli do točke, imate šanso, da povežete čakre z 8. In ko vdihnete svetlobo v sebe, prašte oziroma zaproste svoj nadjaz, da se bo oglasil. Da se bo nadjaz vam oglasil, ampak to je treba sprošno do njega. On vam skozi sledi. Temu rečejo tudi angel varuh. Ampak to je v bistvu je to nadjaz. To je 11 km imamo mi prostora gor. To je ogromno znanja. Mi smo bitja, ko nam pravzaprav zavidajo, vesolje nam zavida. Mi pa kle hodimo kot neandertalci. Čim se bomo povedali, bomo to imeli morje nekega znanja. Dokler pa mi špekuliramo, pa ne bo treba zaprositi, da se oglasi. In ko se bo oglasil, to se vam tudi prepovedal, preizkusite ga, kje je sonček v meni. Kje je to? Kje je sonček v meni? Sonce. Aha. Kje je sonce v meni? Drug, a ne, lahko pride nagajati. Tudi taki so. Pride nagajati, se bo oglasil, ne? Ampak to pa ne bo videl. Oziroma ima kodeks, on ne sme to narediti. Pravi jaz bo pa to pokazal. Bo pa pokazal. Kje je sonček v meni? Kaj to pomeni, kje je sonček? Kaj to pomeni? Da, če bo povedal, kje je, potem je pravi nadjaz. Drugače pa lahko tudi kdo drug od identitetne, ko so prisotne v različnih nivojih. Kaj pa to pomeni, recimo, da bi rekel, jaz imam ga, ampak mi je
morbit bi bilo kako razočarano, da bi ga spoznal njegov glas, ga rad pustim tam, ker itak deluje nam. Seveda bi bil lahko tudi razočaran. Kdo bi bil to? Kdo bi bil razočaran? Ego, ne? Ja. Da bi bil razočaran. Vi, v bistvu smo vsi ljubeča bitja. Vsi si tega želimo. Ampak zelo težko je pa to držati. Ker, a veste, mi smo pravzaprav prišli v tretjo gostoto. V tretji gostoti je pa pravzaprav boj za obstanek. Je pa pravzaprav tako kot živalski svet. Tam so najmočnejši pač se prebija skozi življenje. In ljudje temu sledimo. Kaj nas pa goni? Ja, strah. Strah, da ne bomo imeli. To je imeti. In grabimo dobrine, znanje, vse si nakopičimo, ampak na koncu. Kaj je na koncu? Nič. Vse pustimo pa gremo. Ja, pa za potom, ne se zgovarjati. Potomci bodo zase skrbeti. Koliko smo mi skrbeli sebe. Ne zgovarjate se na potomce. Vi živite za sebe. Zase ste na svetu. Vi ste tisti, ki ste odgovorili sami pred sabo. Otrok bo zase odgovarjal, to so zrele duše. Čim je 18 let star, on je zrela duša. Tu če rata klošar, pa kaj je? Koliko jih je? Iz tega mišljenja izvira tudi to, ko eni pravijo, da je nekdo kriv za to, da je njemu slabo. Ni res, vedno smo samo mi krivi. Mi smo neki narobe. Mi krojimo svojo usodo. Lahko jo boljšamo, lahko jo pa poslabšamo. Ampak vedno mi. Ja. Mi smo odgovorni tudi za vse bolezni. Bolezen ne pride za stoj. Vedno vas opozarja, da delate nekaj narobe. Nekaj delamo narobe. Jaz vas lahko sterapiram, jaz vas lahko vam dam energijo. Ampak, če ne odpravimo tistega vzroka, zakaj je nastala ta bolezen? Nismo več naredili. Smo naredili, malo smo odložili, ampak vzrok je treba odpraviti. Vzrok, ne? Tole treba prebrati. Mama je težka. Poslušaj, Nada, jaz grem že 5. skozi, sem povedal. Ja, je težka, je prvič, ko prebral. Ampak treniram, 5. treniram, ne da sem jo 5. prebral. Veš, če eden lahko, tudi drug lahko. To se da narediti. Samo treba je pa prestopiti. Prestopiti je treba. Jaz sem z vašo skupino, moram reči, zelo zadovoljen. Namreč delal sem v Ljubljani, pa sem v Kočevju, pa v Ribnici, pa v Kranju, pa tudi v Celju, ampak vaša skupina je najboljša. Zakaj? Ker imate dobro voditeljico, vi delate. To je pomembno. Jaz ne vem, kako da ste pri Morsi tako dober, ampak mogoče ste res tule na prepihu, da imate voljo delati. Imate voljo živeti. Mediteranska mentaliteta. Ja, ste izredno v redu. Ja, hvala vam. Junija ne bi. Oktobra. Oktobra.
če bojo zainteresirani, bom prišel. Da bomo počasi do oktobra, po obisk. Tako, bomo videli, ja. Okay. V redu. To je težka knjiga, pravda. Ja, za jezik je težko, tako da je treba večkrat prebrati, da sem to pravzaprav kaj hotel Kolegice povedati. ne izpostoj, sem zdaj trenutno. A že imaš? Jaz sem za stula začela. Jaz sem tule začela, Poglej, kako je, poglej pa je stila, vse počrtano. Veš, to ne moreš se v knjižnici posoditi. Ne, to moraš imeti doma, pa potem po večera prebrati. To je zame svet pisem. Jaz tudi ponovadi to delam. Eno vprašanje, nisem hotela prej. Zadnjič, ko je bilo predavanje zdajle 8. no? O Tesli. Ja, Ko je ona delala, sem jaz čutila blazno energijo in sem se prav kuhala. Potem, ko sem šla pa ven, me pa začelo v tem predelu boleti. Tako sem bila pozorna na to. In potem je zmeri bolj bolelo. In zdaj sem kar 3 dni ležala, tako da nisem vedela, da se pripravila ne, pa še na 3 se prenesla. Zdaj ne vem, a sem kaj potekala, kaj se zgodi, a se je proces začel. Bolel me pa tako in še zdaj ne to, tako že ne moram. ja se potegnete. Potegnete samo tisto, kar... Dobro, meni je rekla v Šenčurja ta Minka, kaj je že, ko je psihoterapevtičarka. Ona je rekla, da ne smem se udeleževati nobenih skupinskih zdravljenj. In jaz kljub temu, ker rada grem, ne, in potem to povežem malo, ne. Poslušajte, moja številka si zapište, pa vas bom s telefonom vzelač, ne, ker bo tako, vam bom zelo 041. Jaz vam bom pa poklicala za tisto številko, za tisto, kar se Če bo gledaj Ja, 041, 590. Ja, ta spodno. Nisem vedno, kako Ena, 5. Prav to mnenje, ja. Proti večeru. Tam je zelo posla. Če imam delavnico, Pa kaj lahko rečemo ime povemo? Jože sem. Ja, zdaj povejte, kdo je, kje smo se videli. Pa zakaj rabimo tudi? Tudi to je treba povedati. A to samo za bolezen ali za kakšne težave, ki jih imaš tako, pa ne znaš rešiti? Za bolezen. Takrat, ko rabite res pomoč. Če nekaj uniča. Veste kako? S tem, ko jaz tam, Ja, tudi pridobite. Pa ne bi bilo. Bravo. Se to je tako vedno, ko te daš, je še boljše zate, kot če sprejmeš. Takrat, ko daš, Ja, treba je znati, da ja, bravo. Treba se naučiti. Hvala vam lepa. Hvala. Moško je isto sličemo bosti, ne? ja pokličemo. A pa pravite, da je nadjasna, glas je kot na svet. No, kot nekaj duša. To je Vsak svoj. Vse to drugo ne prav. Dokaj jaz je to gledal. Samo on mora biti tega. Ja, moj nadjasno moram. Portoroš vam, pa 3 korake narediš pa si. Peš nazaj? Tam neč, pa sredi Marija, pa sredi Marija. On če vidi, da je hodek, ne pa imajo. Zato pa imajo. Ko si jaz svoj nadjasno svetu. Tako pa pogledamo. Tudi toga poslušati, da se Pa kaj ti reče, pa da imaš v srcu, želodci, so vse pove? Aha. To je neverjetno. Niste pa... Recimo, 900 duša
To pa ni moj, veš, to je pa... Ja, zdaj pa Tam je tudi tako, ti greš 1 kilometer ven iz centra, si že življenjsko ogrožen. Če imaš nekaj na sebi, da imaš občutek, da se zato, da bi oni od tega nekaj Ne, ni moj. Imam vse. Aha, greš. Lepo od nazaj. Se vidi. Ja? Svoj tak na zvezi, pa bova to rekla. Hvala, ja, hvala, hvala. Pa se hvala za smenik za tistega bobna. V redu. V redu. Ti te čas govori. Nordnici se zdravijo svetovo, temperamenti dalje To je tista potonika, o kateri ste zjutraj govorili. V redu. Je že v redu. Hvala. Lepo pot. Ja. V petek bo, če ne bo Ksenija posebno. Veš, ker v petek bomo v 10. bomo nekaj Europass, veš. Kako se dela že v pis, veš. In se zdala Ksenija, veš, koliko nas zdravo